Evo, živijo Marinka tukaj. Kakor vidite, sem v Dravljah. Ura je lih bila 12. To pomeni čas za en angel gospodov. Ja, lepo pozdravljeni v 3. tednu izziva. Zakaj sem se recimo lotila tega izziva? Mogoče zato, ker je vedno čas, da nekaj novega, da nekaj na novo premaknemo, ker recimo, da smo proti koncu postnega časa in moram reči, da nisem bila najbolj pridna s svojimi postnimi zaobljubami, pa da bi bilo zelo fino v mojem življenju še kaj premakniti. Zakaj sem tukaj v Dravljah? Pravijo, da z Bogom začni vsako delo, da bo dober tek imelo. In ker smo ljudje sestavljeni iz telesa, duše in duha, in bo en telesni izziv težko dobro funkcioniral, brez da bi bila duša dovolj lahka, da bi to zmogla. Sem šla za začetek malo k spovedi in Primož mi je rekel tudi nekaj tacga. Če v tem času posta še nisem toliko izkoristil, če sem morda bil nezvest v svojih postnih odločitvah, če sem se morda, ne vem, še malo vlekel ven, pa se nisem toliko potrudil, kot vem, da bi se lahko, ne zapravljati tega časa. Pri Bogu čas deluje drugače kot pri ljudeh. Bog lahko tudi v kratkem času naredi veliko, veliko dobrega v našem življenju. Dajmo si vzeti ta čas, pa ga res izkoristiti, dati ga Bogu na razpolago, obuditi pozornost, sfokusirati se, pa res reči, gospod Bog, daj mi čas na razpolago, svoj čas delaj in Bog bo naredil. Evo, zdaj, ko sem po spovedi, sem recimo ene pol lažja. Ne vem, če tehtanca sicer to pokaže, pa nima veze. Pokoro moram sicer še narediti in ker sem avljene sorte bi in rada ubijem 2 muhi na en mah, bi to združila s tem skavtskim izzivom. Pokoro, ja, da si vsak dan vzamem nekaj časa za Boga. Ne tako sam za kljukico, ampak tako res. Ok, moj izziv bo sestavljen iz 3 delov. Prvi del 1 uro gibanja, tako kot moja 2 predhodnika. To sem že včeraj zvečer začela. Jaz nisem neke take sorte, da bi vsak dan pol ure fitnessirala ali pa kaj podobnega. Zelo rada pa imam telesno dejavnost, kot je tudi ples. Tako da včeraj sem bila na plesu do 1, kjer sem 3 ure plesala. Recimo 3 ure, 4 ure, nekaj tacga. Plesala. To je res telesna dejavnost, pa še tako malo druženja, prijetno s koristnim, skratka. Tudi zdaj sem v Dravljah in sem prišla, res je, s kolesom. Zdaj, nazaj bo šlo zihar hitrejš. In torej, drugi del izziva bil bo, nismo sam telo, ampak tudi duša in duh. Drugi del mojega izziva bo, da bom vsak večer še malo poskakala, hop, hop, hop. No, ne res skakala, ampak H kot hvaležnost. Pomislila, zakaj sem v tem dnevu hvaležna. Pa če zdaj le pomislim, res sem hvaležna za prijeten vikend. Z MPP smo bili na morju. Ok, jaz sem sam kuhala v resnici, pa uživala ob krasnem petju. Zato krasnih ljudi, ki sem jih tam srečala. Kot oprosti. Ja, veliko stvari je, za kire mi je žal, zdaj le pri spovedi listek ni bil glih kratek.
Mogoče napuh. Ta je taka zahrbtna zadeva, kam jo res žal, se borim proti temu, včasih bolj uspešno, včasih manj uspešno. Ampak tukaj Primož rekel, do velike noči je še nekaj časa, če ga dam Bogu, lahko iz tega kaj dobrega naredi. In P je prosim. Zakaj, za koga? Prosim, da bi znala biti dober prevodnik za Božjo ljubezen v tem svetu. Da bi bila toliko na liniji z njim, da bi se to videli, da bi se to čutili. In tretji del izziva, zato da se ne vrtim sam okrog sebe, bi bil čas za Boga, molitev. Lahko je to 10 rožnega venca, lahko je sprehod, pa premišljevanje, lahko branje Svetega pisma, lahko naključen evangeljski citat. To mogoče res neka oblika molitve, da vidim, da nisem sama tukaj, pa da imajo ljudje okrog mene potrebe in da kaj zmolim za njih, da se ne vrtim samo okrog sebe. Hvala, ker ste bili z mano in uspešne izzive, prijeten in blagoslovljen dan. Čau, čau.